Mi smo v tem rangu, v tej konsolidaciji zdaj že vse od začetka leta 2022 in Bitcoin se nikakor ne more odločiti, kam bi šel, ali gor ali dol. Sicer ta konsolidacija je sestavni del medvedje zastave, zato je večja težnja za navzdol. In seveda to tudi kar nakazuje, da znamo imeti kar grdi mesec maj. Ampak začeli so se kazati neki pokazatelji, ki vedno bolj nakazujejo na to, da bi lahko bil mesec maj najboljša priložnost za nakup. Se poznate vsi ta pregovor za mesec maj. Sell in May and walk away. No, tokrat imamo občutek, da se zna zgoditi ravno obratno. Nekako tako, kot bi morali decembra imeti Santa Claus rally, pa smo imeli v bistvu Grinch rally, se zna zdaj zgoditi, da se lahko ta pregovor obrne v buy in May and walk away. Seveda nič ni zagotovo, zato je to treba neprestano spremljati. Lep pozdrav, z vami sem Explicit in tukaj na tem kanalu neprestano spremljamo tekoče dogajanje na kriptotrgu. Če ste morda novi, se ne pozabite naročiti na kanal, tako da boste redno obveščeni o novih videoposnetkih. Ok, dovolj je bilo uvoda, jaz predlagam, da se kar potopimo v grafe. Tokrat si bomo tudi ekskluzivno ogledali tedenski graf S&P. Smo na Bitcoin dnevnem grafu, kjer imamo tudi našo medvedjo zastavo. Od ta zadnjega videa ni sicer nič kaj novega, imeli smo sicer dva odboja, ki nista ravno omembe vredna. Tukaj pri tem drugem smo celo skoraj da prišli do 21-tedenskega EMA, kar je tale modra črta, tale rdeča je 34-tedenski EMA, no od tega 21-tedenskega EMA smo bili kar sunkovito odbiti. No, da se malček popravim, nismo ga ravno dosegli, smo bili pa blizu. In kar se zdaj dogaja z našim gibanjem cene je, da se znova poigravamo s to spodnjo mejo našega kanala. Kar pa ni ravno dober znak, predvsem je videti tudi po svečkah precej pritiska navzdol. Do preboja po mojem še ni prišlo, to je po mojem fake out, zna pa priti v kratkem. Tukaj morda tudi malce izgleda, kot da bi lahko prišlo do nekega manjšega head and shoulders vzorca. Poglejmo si še indikatorje. RSI imamo pod 50, kar daje prednost medvedom. Stokastik RSI pa trenutno kaže momentum navzgor. In zdaj smo na Bitcoin tedenskem grafu in to je naš bigovski scenarij. Tukaj, kot vidite, smo imeli označen vzorec dvojnega dna, ki se pa nažalost ni izšel. Če se morda spomnite, sem v prejšnjem videu rekel, da imamo tukaj neckline mejo in če to prebijemo, je potem tale vzorec razveljavljen. No, to mejo smo prebili, tako da jaz bom tole kar izbrisal. Ampak nič za to, še vedno imamo bikovske argumente na tem grafu. Se morda spomnite kanala iz prejšnjih posnetkov? No, tukaj na tem grafu ga trenutno ni videti, zato ga bom izrisal ponovno. Še malček popravim. Torej, mi smo še vedno znotraj tega kanala. In kot sem že večkrat rekel, dokler smo znotraj tega kanala, se nam ni treba česa bati. In tukaj, kot vidite, lahko še vedno pademo tudi do 35 tisoč, pa bomo še vedno znotraj. Lahko gremo s senco svečke tudi dlje dol, ampak če se vrnemo nazaj notri v kanal, bo to bikovski pokazatelj in to lahko pomeni, da se bo nadaljeval trend rasti. Kot že vemo, naraščajoči kanali so dober znak in ponavadi napovedujejo nadaljevanje trenda rasti. Samo na hitro, kot morda že veste, me je TradingView sprejel v svoj partnerski program, kar je super in na to sem tudi kar precej ponosen, da so me izbrali. Kot veste, TradingView je orodje, ki je ključnega pomena za skoraj vsakega traderja. No, to partnerstvo tudi pomeni, da če ste morda razmišljali o nakupu kateregakoli TradingView Pro paketa, lahko zdaj s tem nakupom preko linkov spodaj v pripetem komentarju in v opisu podprete tudi ta YouTube kanal.
Seveda vas čaka tudi benefit v obliki dobroimetja. In sicer $10, če vzamete mesečno naročnino, ali $30, če vzamete letno. To dobroimetje pridobite po opravljenem nakupu v obliki TradingView kovancev, ki jih lahko porabite za nagrajevanje ostalih uporabnikov za njihove tehnične analize, ali pa pri naslednjem nakupu Pro paketa in ga dobite pač za toliko ceneje. Ampak pozor, to velja le za novo registrirane račune. Če ste morda že registrirani, potem to ne bo delovalo. Če o čemerkoli niste prepričani, se pred nakupom raje obrnite name ali pa na TradingView support. Hvala vam, povezave so spodaj v opisu in pri 5. komentarju, zdaj pa naprej na video. Ponovno smo na Bitcoin tedenskem grafu in to je naš medvedji scenarij. Tukaj imamo že vsem našo dobro znano medvedjo zastavo. Možni cilj te zastave pa smo dobili tako, da smo skopirali drog in ga prestavili na možno mesto preboja. In tako smo dobili cilj na okoli 21.000. Ampak to ni zagotovljeni cilj. Nikoli ni in vedno bolj dobivam občutek, da se bodo morali v mesecu maju paziti tudi malce medvedi. Prvič zato, ker se lahko ustavimo tudi kje vmes. Drugič pa zato, ker lahko doživimo kapitulacijo in se potem še vedno lahko vrnemo v naš naraščajoči kanal. Ga bom izrisal ponovno. Takole. Seveda sta pa v korist medvedom zdaj ti dve meji kar oslabljeni, ker smo že kar nekajkrat udarili ob njiju. RSI je tudi pod 50, kar pomeni, da medvedi prevladujejo na trgu. Stokastik RSI pa tudi kaže momentum navzdol. Ampak, zakaj vedno bolj razmišljam v tej smeri, da bi bil mesec maj morda najboljši za nakup, pa na naslednjem grafu? Smo na tedenskem grafu od S&P 500. Kot že vemo, ameriški delniški trg je pozitivno koreliran s kriptotrgom, zato na Patreonu pogosto spremljamo tudi te grafe. Kot vidite, tukaj imam tudi že izpisana poimenovanja tehle svečk, kot ni izgledal ravno dobro. Tukaj smo imeli Gravestone Doji, naslednja svečka je bila Bearish Engulfing in tudi nekako potrditvena. In na to smo dobili še eno naslednjo rdečo svečko, ki je tudi potrditvena. In na to vidimo, kaj se je zgodilo naslednji teden. Spet smo se spustili pod 21 in 34 tedenskim EMA, kar ni nič kaj dober znak. RSI imamo tudi pod 50, kar pomeni prevlada medvedov. Stokastik RSI pa tudi kaže na momentum navzdol. Ampak nič ni tako črno, kot izgleda. Zato ker, če povežem tale dna tukaj, dalo zdaj črtkano črto, sem malček da popravim, nekola. Torej, dna imamo povezana, zdaj še vrhove. In kaj dobimo ven? Dobimo ven padajoči klin, ki je pa bikovski vzorec. Tako da to na nek način potrjuje mojo teorijo, da bi bilo morda v maju zelo smotrno nakupovanje. Ampak nismo še na sigurnem, najprej moramo vedeti, kaj se bo dogajalo, ko se bomo srečali s tole spodnjo mejo tukaj. Aj se še zahvalim vsem patronom, ki verjamejo v ta kanal in ga podpirajo s prostovoljnimi prispevki. Če morda želite postati eden izmed njih, so povezave na mojo Patreon stran spodaj v opisu in pri 5. komentarju. V zameno za podporo pa boste nagrajeni z dodatnimi vsebinami. Dobili boste dostop do mojega dnevnika tehničnih analiz, kjer ne spremljamo samo kriptovalut, ampak tudi delniške trge in zlato in srebro. Če pa vzamete še paket više, pa si boste lahko ogledali
pogledali posebne videoposnetke, kot so na primer tutoriali 2 tedna pred ostalimi na YouTubu in brez reklam. Ta novi tutorial je že v teku in po najboljših močeh ga dam ven že ta teden. Hvala vam tudi, da ste si video gledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Se strinjate s to analizo? Ste morda tudi vi kaj podobnega opazili? Ste morda kaj drugega opazili? Zelo me zanimajo vaša mnenja, zato kar pokomentirajte spodaj pod videom in z veseljem bom podebatiral z vami. V nadaljevanju bomo še naprej spremljali gibanje Bitcoina, zato se naslednjega videa ne splača zamuditi. Da pa ga ne zamudite, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil. To je to za danes, jaz vas na tem mestu še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.